Živijo, en lep kolesarski pozdrav. Danes bo en krajši krog, približno 30 km, ki ga bova naredila skupaj s soprogo. Vabljeni. Ja, danes je 5. junij, sobota. Kar naenkrat je prišlo poletje, 28 stopinj Celzija, piha jugozahodnik. Midva s soprogo pa sva se odpravila na en krajši 30-kilometrski krog. Jaz sem na kolesu prvič po skoraj enem tednu. Dobil me je nek prehlad, tako da sem bolj kot ne počival. In še danes se mi zdi, da nisem pravlih 100% pri močeh. Ampak kaj čem zdaj doma, se smiliti sam sebi? Gremo, naredimo en krog po svežem zraku, pa bo mogoče tudi to pripomoglo k boljšemu zdravju. Zdaj, če koga zanima, v prvi polovici junija je treba opraviti z maratonom Češenj. Tisti klasični maraton Češenj seveda odpade, ampak imamo pa na voljo prireditev Kralji vinogradov. Poglejte na spletno stran kleti iz Goriških Brd. Na kratko povedano, do 15. junija lahko naredite en krajši krog po Goriških Brdih, vsaj 25 km. Krog morate končati pri vinski kleti. Za dokazilo pokažete traso na Stravi, števec, kakšen selfie s poti in dobite za darilo steklenico vina. Prijava na spletni strani, odpeljete pa kadarkoli v lastni režiji. Jaz planiram to izpeljati v naslednjem tednu, en dan popoldan po službi. Že po 8 kilometrih vožnje čutim, da nisem tisti 100% jaz. Tako da super, da me spremlja soproga, zaradi tega imava malo nižji tempo. Če bi šel sam, bi se sigurno navijal brez veze, potem je pa spet vprašanje, kako bi se počutil v naslednjih dneh. So pa kar precej prazne ceste danes. Tako ja, napada se iz zadnje vrste. Ja, tle gor levo je očitno Osmica. To, če kdo ne pozna, si lahko pogleda na spletni strani osmice.info. Gre za taka prikladna gostišča v smislu kmečkega turizma. Odprta so enkrat ali pa dvakrat na leto za 10 dni. Takrat lahko prodajajo svoje domače pridelke brez davka. Skratka, odlična hrana za dokaj ugodno ceno in pristna izkušnja domače ponudbe na Primorskem. Spet zaprta hitra cesta, zato je toliko prometa na regionalki. Sicer pa moram oznaniti še eno začasno spremembo, in sicer od 1. junija do 1. septembra sem šel na tedenske videoposnetke, tako da bo video objavljen vsako sredo ob 8. zvečer. Občinstvo našega kanala časa ne preživlja za računalnikom, ampak ga preživlja aktivno v naravi, se rekreira. Kakorkoli vas vidim in poznam, nekatere spremljam na Stravi ali pa na Instagramu, ste vsi po vrsti športniki, rekreativci, ljubitelji narave in gibanja v naravi. Evo, celo leto že spremljam, kako so obešene steklenice po tem sadnem drevju. Če kdo ve, čemu to služi, naj kar napiše v komentar. Tako da se tudi na statistiki vidi, kako število ogledov pada z lepšim vremenom. Ne zdi se mi potrebno, da bi tekom poletja objavljal po 2 videa na teden. Konec koncev bom tudi jaz izkoristil svoj dopust. Bom pa držal tedenski ritem in če bo vmes prišlo karkoli pomembnega, lahko še zmeraj objavim dodatni video v tednu. Letos imam v načrtu, da bom vsaj na enem dopustu najel električno kolo, ki ga nisem vozil še nikoli, tako da si o njem ustvarim nek svoj vtis in bom o tem posnel tudi video. Prav tako načrtujem tudi, da bi en dopust preživel v tujini, najverjetneje v Grčiji, tako da bom probal tudi tam narediti kakšen kolesarski video. Zdaj po 25 kilometrih imam občutek, da se počutim malo boljše. Malo sem se preznojil. Grem še jaz malo naprej. Super. Še malo pa bo narejena kolesarska steza tukaj od Vrtojbe proti Šempetru.
Tako pa smo okrog približno 35 km v 1 uri in pol. Taka lahkotna ravninska vožnja. Jaz mislim, da tak krog lahko naredi kdorkoli, tudi če ni treniran in če ne vozi redno. Če je koga zagrablo, naj se kar usede in krene. Drugače, kako se ti zdi, da je bilo? Ja, super, ne? Enkraten. Se prav človek fajn počuti, ko pride domov. Tako da pejte, ja. Vsak kilometer je dobrodošel in za rekreacijo, za zdravje. Tako da, čau, hodite fajn. Hola, ste slišali zdaj? Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.